Evo ga, zdaj bomo imeli supervizijo, zdaj smo imeli kosilo, malo smo plesali, potem so bile vaje, omego intelekt čustva, zdaj pa supervizija. Evo, jaz bom tlele zraven spremljal, takole, voda je, robčki so, če bomo kaj jokali, če bo treba, a ne, takole, krasne duše so tudi z nami, a ne, ki bodo pomagale, držale prostor, tako da bomo lahko danes procesirali tole, takole. Evo, še počakamo, a ne, da pridejo. Takole. Ja, počakamo še, tako da me bodo motili. Takole. Takole. Okej, kdo še manjka? Ups. Da se kar malo povešta, ne, malo se tako ta stik vzpostavita na nivoju zavesti. Pa se vsi usedemo, pa akcija. Okej, smo vsi. Če koga ni, naj dvigne roko. Takole. Okej, pa mislim, da smo pripravljeni, a ne? Pa naj se ta seansa začne, tako da kar izvolite. Pozdravljena, Emina. Hvala, da si prišla, da si pripravljena podeliti en del sebe. Pa bi te mogoče za začetek povabila, da poveš nekaj besed o sebi, kar se ti zdi pomembno, da vemo o tebi, mogoče za ta proces terapije. Na kratko. Otroštvo. Mogoče ki si, ki imaš največ izzivov. Aha, trenutno zdaj. Tako, Okej. ja. Torej, prva namera, ki sem jo zbrala danes, je, da sem opazila, da imam vzorec bežanja. Se pravi, najprej začnem biti, kadarkoli se nekaj zgodi, kar me prizadene, začnem biti ful jezna, sploh ne pridem do komunikacije. V sebi imam neko energijo,
tako jezo, da ne znam jo sploh ven dati. Ne gre niti v meditacijo, ne gre niti čez mene. Se pravi, tam je in toliko je močna, da se mi včasih telo začne tresti. Pa zato, ker ne znam handlati te energije, bežim. Ano. Se pravi, z tega trenutka, od te osebe. Tako da ja, to. Čeprav razumem, je nekako tista jeza glavna stvar, ki te ovira trenutno v življenju. Ja, pa mislim, Potlačena jeza. ja, pa z njo sem se ukvarjala že pri 24 letih sem jo ozavestila in sem se z njo ukvarjala tako, da sem jo devala pač sem se drla v polšter, pa sem jo na ta način devala, pa hodila tudi na terapije, pogovorne sam. Jaz, če ne čutim telesno energiji, pogovorno mi ne paše. Da gre ven skozi telo. Ja. Sam pogovor mi takrat ni nič pomagal. No, takrat sem pol jo devala ven 5 let in sem mislila, ok, zdaj pa je to, dokler nisem pač prišla v odnos, kjer zdaj vidim, da pač nič nisem naredila. Da se spet kaže ta Ja, jeza. ja. Bi lahko mogoče malo bolj opisala, kako se kaže ta jeza v odnosu? Ja, do tega, ko na primer pride, da me, ne vem, partner, mama, ati, sestra, brat prizadenejo, bolj ti moji bližnji, pol se kaže kot v telesu, kot res tako, da bi najrajš, ne vem, včasih sem tudi vžgala v steno, pa mi nič ni bilo, nisem čutila pač sploh fizičnega, nič. Se mi zdi, da bi lahko takrat, ne vem, dvignala neko steno ali pa karkoli. Toliko močno čutim to jezo v sebi. Tako da, tako nekako, no. Se veliko kaže nekako skozi telo, ne, kot ta napetost. Ja. Pač neka taka ful močna energija, da bi, ne vem, z njo bi lahko, ne vem, dvignala tako velikega človeka takrat, no. Tako se mi zdi, da imam tako moč. Kdaj čutiš, da se to prvič nekako pojavilo, odkot v bistvu ta jeza izvira? Ja, ati je moj že tak, dedi je bil že tak, ko sem njih gledala, tako da se je, mislim, prvič se je pokazalo, ko sem bila mala in ko mi je sestra nekaj naredila. Takrat se spomnim, da se je prvič pokazalo. Ampak takrat si pač mali pa. Čutiš, da je nekako že transgeneracijsko? Ja, da se 100%, prenaša. no, ja. 100%, no. V kakšnih situacijah, mogoče kje v življenju se še pojavlja ta jeza? Mogoče zdaj trenutno v službi, ko, ne vem, enega kolega vidim tak, kot je, ampak ga drugi ne vidijo in pol me jezi. Pa, ko je neko stanje ali pa nekaj, da se dogaja nekomu krivica ali pa da je nekaj nepravično, takrat tudi udari. Prej si še omenila ta vzorec bežanja, bi lahko še malo opisala to mogoče povezavo jeza in ta vzorec bežanja, kako se to kaže? Ja, po moje ne znam handlati to energijo in pol bežim iz situacije, od osebe, iz mesta. Od osebe posebej zato, ker vem, da bi lahko ali pa bi kaj rekla, ki bi pol obžalovala. Zato po moje bežim, ker ne znam pol tudi utihniti. Čeprav razumem, da se ne zmoreš takrat soočiti mogoče z jezo, pa potem Sploh brzdati, ja, samo sebe. zbežiš v neke situacije. Ja. Okay. Pa bi bila pripravljena, da danes pogledam na to jezo, pa mogoče pobliže, da jo damo na en stol. Ne vem, da ti je to poznano. Ne. Bomo takole, evo. Dale jezo, takole si predstavljaš, da je na stolu. Pa zdaj probi začutiti, kako izgleda, kakšne barve, kako bi jo opisala, kako čutiš to energijo jeze. Definitivno črna. Taka gmota,
težka. Polna neke moči. Ja, tako. Okay, bi jo mogoče kaj vprašala rada? Zakaj je tukaj? Ja, vprašala bi jo, odkot izvira. Aha, okay. Ja, kar vprašam. lahko Ja, ji kar zdaj ste v postaviš dialogu. vprašanje, tako da- Kar v prvi osebi. Okay. Odkud izviraš? Rada bi vedela, odkud izviraš, da te lažje sprejmem, pa da te lažje potem spustim ali pa nekako shendlam. Čutiš mogoče kak odgovor, ti kaj pravi nazaj, ta jeza? Ja, čutim, da je ful generacij nazaj. Ne vem pa odkud. Bi še kaj izrazila, mogoče karkoli čutiš v zvezi z njo? Če ti karkoli leži neizraženega oziroma kakšna vprašanja ima za njo? Trenutno nič nimam kaj v glavi. To je to. Samo odkud izvira. Da je to tisto glavno. Ja. Ker se mi zdi nekako, da če bi najdla izvor, bi lažje nekako pol tudi razumela, pa je sprejela, pa nekako pol znala z njo. Ano. Pa bi bila pripravljena se mogoče usediti na ta stol pa začutiti to jezo, da pogledamo mogoče globlji izvor. Lahko zapreš oči, narediš par globokih vdihov, izdihov in probaš izdelati to energijo jeze, da si sedaj ti jeza. Da postaneš to čustvo, ki je toliko zatirano pri njim. In te zdaj vprašam, kaj zdaj čutiš kot jeza? Neko bolečino v srcu. Žalost. Kaj še čutiš? Tla je cmok. Cmok v grlu? Pa težko diham. Odkud pravzaprav izviraš jeza? Kje je tvoj izvor? Po mojem žalosti. Če je to smiselno sploh. Kdaj pa se je prvič pojavila ta žalost? Moja pri dedi. Pa lahko začutiš, kaj se je v bistvu takrat zgodilo? Kje je izvor te jeze? Oziroma žalosti?
način življenja. Čeprav razumem, da je nekako žalost vezana na njegov način življenja. Ja. Mhm. Kaj pa se je dogajalo takrat? Tako redno življenje. Mhm. Pa kasneje vojna. Mhm. S čim je še povezana ta žalost? No, je to tvoje. Nič ne vidim trenutno. Čuti, da je v bistvu ta žalost sedaj povezana v bistvu z Nino in njenim življenjem. Ne. Kje pa je tisto globlji izvor za to žalost? Kdaj se je to začelo? Moj, ko sem bila otrok. Kako se je takrat kazala ta žalost? Ni se kazala skozi jezo, sem bila. Se pravi, se nekako skozi jezo izražala svojo žalost, oziroma nisi si dovolila čutiti Ja. žalost. Jeza je samo prikrita žalost, a ne globoko noter. Je bilo bolj sprejemljivo izražati jezo, a ne kot pa žalost. Ja. Mm. Ja. Mhm. Ker je bil to vzorec družine, a ne? Po Ja. moški liniji, a ne? Ja, ker niso smeli Mhm. izraziti. Žalost je, ne? Fantke ne jokajo. Ja. Mhm. Kakšen odnos je bil z očetom? Ali pa je? Na začetku zelo težek. Pa nisem bila skozi na njega. Mhm. Bil pa v redu. Sem ga sprejela takšnega, kot je. Mhm. Kaj pa dedek, kako je bilo tam? Z njim se nisem nič pogovarjala. Ko je bil tak, da se z nami ni pogovarjal. Mhm. Zakaj pa? Ne vem. Tak je bil. Je bil zaprt. Ja, bolj malo je govoril. Mhm. Bi se želela z njim soočati. Sem se že enkrat Mhm. na eni delavnici diha
sva v redu. Mislim, takrat sem ga razumela. Kaj pa je povedal takrat? Opravičeval se je. Da je na Atja prinesel to jezo, ker ni znal drugače. Torej mu je bilo žal. Ja. Zakaj pa je bil tako jezen? Morda začutiš vzrok. Kaj se mu je zgodilo? Po mojem je bil žalosten, zato ker se spomnim njegovih oči, so bile bolj žalostne kot jezne. Ampak zakaj je bil tako žalosten? Za nazaj nekaj ne vem. Vem samo takrat, da je hčerka moja umrla. V bistvu prvo vnuk, pa hčerka, pa še sin. Sem imel kar veliko razlogov za žalost, a ne? In je seveda vse to lepo tlačil, da je preživel, a ne? Vso to bolečino. Če si predstavljaš, da je zdaj tukaj, a ne, on karkoli začutiš, a ne, mogoče z tega nivoja, ne, se to se zdaj prepleta jeza, žalost, a ne, to je vse. In probaš zdaj iz tega nivoja izraziti mu karkoli začutiš. Karkoli začutiš, a ne, kar je tudi to v tebi še, a ne, ker se je preneslo, kot smo ugotovili. Kaj bi mu povedala? Mogoče mu ne bi nič povedala, ampak bi ga samo bila. Okay. Mu dala prostor v bistvu, da izrazi to svojo žalost. Pa mu rekla, da je okej, če je žalost. Okay. Bi ga potem kar objela. Izvoli. Pa mu kar poveš, a ne. Dovolim ti, da jočeš in da izjočeš vso to žalost. Nek mir čutim zdaj. Se malo raztaplja ta žalost počasi. Super. Že diham. Bravo, kar dihaj globoko, pa še malo predihaj. To je bilo dolgo časa v tebi. Dolgo časa. Malo globoko dihaj pa. Sprejemaj in spuščaj, ne, to jezo, žalost, bolečino, karkoli je še zraven. To so težke stvari, da to, ko smrti doživiš. To ni bilo lahko za njega. Ampak ljubezen zdravi tudi najtežje rane in travme. In mu samo pošlješ ljubezen, srca, sočutje, sprejemanje. Da je okej.
mu rada še kaj povedala zdaj? Ali pa ga kaj vprašala? Ja. Čutiš mir? Super. Ta žalost se je prenesla od njega na očeta in potem nate, a ne? In se je kazala v obliki jeze, ki je bila v samo prikrita žalost, ki se ni smela sprocesirati in izraziti. In zdaj veš in zdaj čutiš in veš, kaj je izvor, a ne? Tega. Super. Odlično ti gre, bravo. Bi z tega nivoja sedaj, a ne, povedala Emini še karkoli čutiš. Morda kakšen nasvet, usmeritev ji dala za naprej, za njeno življenje, s tem novim zavedanjem. Da si dovolj čutiti. Da ostane, da se zjoče. Ja. Kako boš čutila polnje. Torej je okej izraziti čustva, ne? Ja. Jih sprejeti. Čeprav sem mislila, da mi ni težko se jokati, mi tudi ni bilo, ampak zgleda, da ko je jeza prišla, Je pa, se pa zaprli. Ja. se je pa zaprlo, ne? Ker nisi smela žalosti zares. Ja, zgleda. Nisem pa vedela, da je v zadnji žalost, v bistvu jeza. Jaz sem mislila, da sem pač jezen človek na splošno. No, to je tisto, kar vedno rečemo, ne? Jeza je samo prikrita žalost, globoko. Spodaj je žalost vedno, Ja. a ne? In zato najprej, ko procesiramo travme, ne? Najprej gremo preko jeza, ne? Potem pa, ko pride dosti globoko, pa zjokamo, ne? Ko pride res do tiste srži, do žalosti, pa lahko res jočemo, a ne? Super. In bi še kaj dodala, mogoče bi še kaj, si še kaj začutila vmes, se ti je kaj še pojavilo. Bi še mogoče karkoli zdaj iz te žalosti želela izraziti. Čutiš mir, da Čutim mir, ja. Malo sicer tule še enako bolj, mislim, ni bolečina, ampak tako ko da je nekaj težko, ampak je ful lažje. Je. Ja. Ker bistveno vic se danes zgodilo, ne? Ja. Mislim, sam to, da je jeza žalost, je zame bil, sem ful začela drugače čutiti pa gledati, tako da se je kar naredil premik. Ker bila sem vmes, ker ne morem verjeti. Ja. Tako da hvala. Super. Potem pa mogoče lahko greš Ja. na ta stol, a ne, pa bo Ema ti še naredila menjavo, a ne, teh vzorcev čustev, da bo še se malo sprocesirala ta energija, a ne. Ne bi danes, a ne, glede na čas, tudi ne bi danes še kaj globi šli, pač naslednjič, a ne. Od tle naprej, kjer smo danes ostali, a ne. te povabim, da zapreš oči, pa bo našla že proces menjave vzorcev. Lahko narediš tudi še par globokih vdihov, izdihov. Bomo prvo naredili plan 1, torej da zbalansiramo se energije, čakre meridiane, stranimo toksine, sevanje škodljivo vpliva okolja drugih oseb, posledice stresa in se odpreš na terapijo.
ta vzorec bežanja, ko me kaj prizadene, potem čutim jezo, močno jezo, katere ne znam handlati, bežim. Pri 24 letih sem jo zavestila. V odnosih se mi predvsem kaže ta jeza, ta napetost v telesu, ta močna energija. Tudi moj ati je bil tak, ded je bil tak, nekak transgeneracijski vzorec oziroma prenos. Kaže se v službi, ko so krivice, ne znam handlati te energije, bežim. Jeza se kaže kot črna, gmota, težka, polna neke moči, odkot to izvira. Veliko generacij nazaj. Se pravi, ta prisotna je bolečina v srcu, žalost, smok v grlu, težko diham, žalost. Pri dediju se je pojavila ta žalost, vezana na njegov način življenja, revno življenje, vojna. Ko sem bila otrok, sem bila jezna. Jeza je v bistvu samo prikrita žalost, ta vzorec družine. Dedek se z nami ni pogovarjal, opravičil se je, da je na atija prinesel jezo, ker ni znal drugače. Dedi je bil žalosten, ker je hčerka mu je umrla, vnuk, potem še sin in se nekako to preneslo name. Zdaj bomo vse te vzorce, čutke, energije, prepričanja zamenjali na tebi varen način vseh nivojih tvojega obstoja. Čutim en tak notranji mir, pomirjenost, sprejemanje, da sem lahko to, kar sem, da je varno čutiti, da sprejemam vsa čustva, da so vsa čustva ok, da sem lahko tudi žalostna, ko to začutim, da lahko izražam jezo, to zdravo jezo, ko to začutim, da sem ok, v redu takšna, kot sem, da se sprejemam vsej svoji ranljivosti, nepopolnosti. Da čutim to umirjenost, lahkotnost, sprejemanje, da tudi razumem v bistvu, odkot ta jeza, ta vzorec izvira in da lahko to sprejmem, da lahko to spustim in da lahko grem naprej, lahkotno, neobremenjeno, pomirjeno, v večjem stiku sama s sabo in z drugimi, da lahko živim sebe in da se sprejemam z vsem, kar sem, z vsemi čustvi, z vsemi emocijami, s tem, kar sem. Bomo zdaj še vse te energije, vzorce, prepričanja, znanja, izkušnje skreirati. Zdaj bomo še povrnili vse te energije, vso navezanost, averzijo, vse, v kar se vlaga na to energijo, vse dogodke, čustva, vzorce,
da dobiš nazaj energijo v svoji čisti obliki, in da tudi prekinemo to posledično vzročno povezavo, ki je vezana, se pravi, transgeneracijsko pa med tvojim trenutnim življenjem. Da se vse nekako to integriranje in tak zdrav, mehak, knjižen, sočuten, varen način zate in da so pri tebi. Ja, te povabim, da prideš nazaj. Čutila energijo, ne? Kako je, ko izvor dela na tepa, ne? Ja, Kako si, kako se zdaj počutiš? čez mehka. Kje je zdaj jeza? Ni. Super. Da te kar povabim, da čim bolj proba sprejeti vsa ta čustva, žalost, jezo, da ne odriva stran, ampak da probaš začutiti in sprejeti. Da je vse okej. Ja. Hvala. Hvala tebi, bravo. Bravo. A te lahko še povabimo? Ja. Super. Bar bi olajšana. Da imamo eno dušo odprto, ki je. Ja, super, res fajn je delati s odprtimi ljudmi, ne? Ja. To je super, pa podpora, ne? Nič nisem pričakovala, bila sem tako jezik, da ta ne bo šla ven. Tako da res hvala. Hvala. Hvala tebi. Bravo. Tako da nalogo imamo, sprejemanje, ne? Pač karkoli pride sprejeti, Ja. a ne? Začutiti, izraziti. Ja, zdaj bo lažje, ker vem, kaj je v zadnjem. Ja, definitivno. Z drugim zavedanjem čisto drugače Ja. vidiš, a ne? Ja. Ne moreš biti več ista. Ja, res je. Hvala. Hvala. Tako. Hvala tebi. Super. Ste pa še Da se bo pa so še smijali v Zoomu. Hvala. Tako. Uživajte. Bomo, hvala. Čau, čau. Ok, še počakam, da pridejo. Še malo pokomentiramo na kratko, a ne. Pa imate pa še vaje, 2 imate še za narediti, a ne. Tako da bomo lepo do 7 še tole lepo zaključili. Samo na tem mestu vprašam,
Ja. Malo izgubile, no, nismo vedeli točno, kako delate. Je kakšna varianta, da naredimo eno prezentacijo, mislim, da ti narediš? Lahko vam pomagam, če prijete. Ne, sem videl, da ste vi tako noter, pa da bi, če rabite, samo dvignite roko. A ne? Ja, v bistvu ne vem, kako zagrabate. Ja, v bistvu, kje ima človek težavo, a veš, greš iz tizga, ne? Če ima težavo z umom, da mu skozi skače, veš, postaviš uma, ne? Če ima z egom, ego, a ne? Lahko pa vse tri, a ne? Tako, kot smo prej razložili. A ne? Da greste še enkrat po skripti, si preberete in potem postavite po intuiciji. A ne? Jaz, če ste videli, ne, pač ko začutim, nekaj naredim. A ne? Ni tle uma, ni tle naučenosti zadaj, ampak je feeling, ki pride, kam, v kjer usmerjati. In vi se terapije ne morete naučiti na pamet ali pa ne. Metodologija, ja, sicer je en okvir, ampak v danem trenutku ti začutiš, kaj boš naredil. A ne? In enostavno zaupaš tisti prvi informaciji, ki pride vate. A ne? Da, Ja, tako. jaz sem razumela, kakor da moramo po vseh iti, a ne? Ja, Pač kaj mentalni um dela, kaj dela ego, kakšne čustva in misli so, potem pa kaj... Čisto, ja. Mislim, Ja. nisem... Čisto odvisno od situacije. Ni nujno, da boš vse, a ne, vedno uporabljal, mogoče boš samo, ne vem, čustva, da ima človek težavo. V tej vaji me zanima. Ja, no dajte Ni nujno, da je konkretno. treba vse. Ne, ni nujno. Pač odvisno, kaj se odpre, a ne. Ne vem, na čem ste delali. Ja, ne, V dober tek. je šlo že mimo. Je šlo že mimo. No, očitno vam je šlo. Ste sprocesirali. Ja, se boljš. Ja. No, nimamo težav, a ne. Mislim, to je v bistvu pol Ja. kot terapija. Ja. Koliko smo že delali, a ne? Nič posebenega, ne. Ne. Ja, a veš. Ja, therapy session, a ne pa pač, ja, kaj bo človek izpostavil, na tem delaš, a ne. In zdaj pač, če pa imaš to zavedanje še, kaj um dela, iz kje izvirajo misli, čustva, a ne, boš lažje mogoče pelil. Boš lažje, ker še naveš, usmeritev dal, boš tako obrnil, drugače obrnil. To je bila fora tega, da sem vam povedal, a ne, da boste lažje pelali v življenju, a ne. Da boste vedeli izvor misli, čustev itd. Ne. Mi smo pa malo analizirali, mi smo še A ja. po teh področjih, kaj Nič hudega. Vse boste imeli, vse v redu. Zdaj boste imeli pa novo izkušnjo, pa boste malo drugače spet videli, pa pol še eno, a ne. Itak vadimo, a ne, učimo se. Več kot ste imeli izkušenj, več kot ste se tudi zmotili, pa kaj narobe naredili, boljš bo. Ker se boste pol spomnili, ko bo real case, ne, terapija, se boste spomnili in boste lahko videli, aha, tamle smo tako, mogoče ni bilo najboljše, dajmo tako. A ne, in obrneš zadevo, ne. Ker vidiš, če se človek nekje zacikla, enostavno samo obrneš, ne. Včasih nek zablokira, ne. Pa rabiš mogoče drugače vprašati, drugače obrniti, a ne. To je spet case, pač od primera do primera greš drugače, a ne. Tako da se bomo imeli pol še, a ne, ko imeli sharing, zdaj so kar vsi šli, ni pauza. Ne, ni pauza. Gremo zdaj še sharing, pa imamo pa vaje, imamo še dosti dela. Tako da, odlično, Ema, super si bila v stiku, si bila zelo fajn. Tako da, pa smo pa sam še malo, a ne, dodala, ne. Gremo dol. Tako. Tam, kaj je bil ta izvor, a ne, pa sem jaz začutil, da je fajn, da tega detka, a ne, pa sem jo pol v to smer pelil, a ne. Tle se mi zdi, si malček, a ne, nisi bila čišor, kako ne še vprašaš, a ne. Vedno, ko imate to stisko, pa da ne odgovori na inštrukcijo, drugače postavite, drugače obrnite vprašanje, a ne. Vedno, a ne, omenila je očeta, pa omenila je detka. To, a ne, je trigger tam, ne. To že veš, kam boš pelal, a ne. Tam je izvor nekje, ne. Pač danes smo do tja prišli, verjetno še kaj, ampak danes je bil tle trigger, a ne. In ko smo to naredili, ona je zelo tako odprta, ne. In je rekel, kaj ne bi povedala, bi ga pobijela, a ne. In pa smo to naredili, a ne. Tako da slediš klientu, kar ti v bistvu klient reče, v bistvu upoštevaš, a ne. To je mogoče, a ne, edino, kar bi upgrade bil, zato sem takrat skočil, ker sem čutil, a ne, da si bila malček, nisi čisto bila, kam bi zdaj šla, tako da sem ti pomagal, no. Upam, da ti je bilo okej, da smo šli čez potem na ta način, a ne.
Kako si pa ti začutila, kako se je tebi zdelo? Lahko prvo druge komentiramo, pa jaz. Lahko, lahko, da malo energije dobiš še. Ok, kdo bo začel, no? Boš ti? No, pa dajmo tle. Ne, meni se zdi ful zanimivo tebe opazovati, kako je tako prišla vse in ta tvoja samozavest. Mogoče ti nič čutila, ampak sem jo pa videla in čutila to suverenost in domačnost v tem, kar počneš, tako da imaš ti to. Lepo je bilo, meni je bilo zelo lepo. Mislim, je Mina itak je tako odprta, da je bilo super, ampak... Ja, pohvala, sprejmi pohvalo. Ema, to je tvoja rast zdaj. Sprejmi. A si vse zapovedala, ponovim še enkrat? Bo 10krat še poslušala doma. Bravo. Ja, tako se vidi, no, da vladaš metodologijo, da imaš tudi sam se na sebe, ne, da veš, kako, takaj ne, voditi in tako, no, fajn. Lepo. Ta stik je bil, lepo si jo poreflektirala, ne, tako, da se je čutila varno sprejeto, stik sta vzpostavlja, ne, tako da. Moj kritik bi rekel, da je bilo za noč. Ja, tvoj kritik. Tvoj kritik je vrnač. Kaj, dobro. Kritik dol. Točen to. Dobra fora. Ta kritik boš ko snajdu nekaj narobe, ne? Ja. No, povej, kaj. Kaj? Kaj si? Ja, kritik. Tale je Mina, ful nenavadno ime. Ja. Torej slišal. Res? Ker pa še noter že tak svež vetrič. Aha. Neka svežina, ne? Ja, nova energija. Tam je še take frekvence. Posebno naša je, tako jo čutimo. Ja. Ja. Pa sem pol mislil, da bo malo bolj neizkušnja, pa sem videl, da je že bila na nekih vrtet mogoče. Ja. Nekaj je že hodila, nekaj. Take Tako izraze uporablja, kar se čas uporablja. Ja. Gaš pa Eva, lepa terapija, sproščena, sveža, mladostna. Ja, mladostna. Ja. Tako naprej, dobra terapeutka boš. Ja. Izkušnja še mogoče, takih malo kilometrov rečejo, ne? Ja, to je to. Bo zalaufal. Tako. Šinca bo zalaufala. Tako. Si na dobri poti. Ja. Hvala ti, da si nekaj naučil. Ja, hvala. Karmen. Ima. Jaz upam, da si res ponosna na se. Prvič, da si se kar vrgla v to, ker je bilo res ven iz tone obdobja. Ja, vsaka čast. Pa sem pa razmišljala, veš kaj, da imaš že drugič eno močno žensko pred sabo. In da je to zato, ker, a veš zakaj? Ker si ti tudi močna. Ko mi je bilo, moj Bog prav, Eva vedno dobi, res pa je najmočnejše ženske si dobila. Zato, ker je to v tebi. Ker je tako pomembno, da dobiš to zrcalo. Speljala si zame vrhunsko in sem ful uživala. Peljala si jo v točno to pravo stvar. Čutila si jo, prepoznala si jo, a veš, kolikrat ti je ona vmes pokimala. In jaz ne vidim, da je ena, da ti je pomagal, ampak da te je dopolnil. Jaz sem res uživala in ful ti hvala. Res ful ti hvala. Hvala. Tomaž. Ja, ima. Mi smo že zdaj tole vajo. Se mi zdi, da tako si usvojila to vajo. Saj meni si izgledala res, ki si dela, da uživaš v tem.
Ja. Ne vem, kako je pri tebi izgledalo, ampak Ja. z moje poči No, ste in je videli. tako super tekel. Ponosen sem. Evo, pa še očeta dobiš malo. Vidiš, bravo. Ja, hvala vam za podporo. Ja, super. Gabar. Lahko z eno besedo čudovita si bila. No? Jaz sem te videl v vsej ti svoji lepoti, nežnosti, tvoji resnici. Tako da jaz sem tudi tako kaj, kar me nekaj sem užival. Tudi vse ta in taka lepa terapija. No? Prej si bila nežna, sočutna, da se mi spustila zmest. Tudi kar me nekaj. Samo dajem te samo dopolnil. Tako na češnice do gor na pikco, gor na i. Tako da res čestitke ti. Tako da res, meni je bilo lepo. No? Tako da hvala ti. Hvala. Bernarda. Ja, pardon izrazom, ampak ko sem te gledala, sem si mislila, fakt, je to mlada, pa to dobra žena. Dobro. 30-letno, 25 imaš manj kaj jaz, pa si bila carica. No, res. No ja, to tudi meni vmes hodil. Ej, mlada, pa lej svaka ti čast, ne. Res. Jaz sem hotel samo še na koncu reči, da bi se jaz tudi tako želel biti. Vsi bi bili Ema zdaj. Ne, Ema, tak. Ja, Tak ja. sem na takole spela. Ja, to. To znari, ali to bo dobre terapije? Oboje. Kakšen komentar? Bi si radi tako mladi, ali tako dobri terapeuti? Ja. Ja, Vprašanje. všeč mi je bilo vse, zlasti pa zadnji del, no, tako se mi zdi, da si res vrhunsko Ja. zamenjala te vzorce, potolažila in dala usmeritve za naprej. Res lepo. Ja. Hvala. Sabina. Čestitke tudi z moje strani. Že preden si šla gor, no, pač tako, ko si vedela, da te to čaka. Se tako malo poistovetam oziroma čutim s tabo, no, ampak ja, pogumna si in greš noter, greš iz svoje cone obdobja, veš, to so vse koraki, ki jih pač itak vsi moramo narediti in ti tudi odlično pač hodiš naprej in ja, sploh ni dvoma. Na začetku sem tudi videla to, tako si bila polna življenja in tako samozavestna, prav videla se je to. Pol tudi, če malo zmanjka, kar bi meni tudi zmanjkali, še sigurno, da bo, to so sem izkušnje, ki jih boš tako nabrala in ja, verjamem, da ti bo šlo dobro od rok, če boš pač to zbrala. Lepo. Pa še te prednike, tako to mi je, sem se malo našla noter, oziroma tako sem kdaj. Mi moramo pa vse to podelovati, oni so za tisto preživetje se borili, ne, pač prej nazaj je bilo pač njiva, ne vem, polno otrok in da so pač preživeli, no, te osnovne stvari. Mi zdaj imamo vsega tega v izobilju in se pač ukvarjamo z vsem ostalim in še pucamo vse to za nazaj. Ne vem, časoma malo, ja. Ali je to milost, ali je to... Zdaj je ta čas, ja. Ja, zdaj ta čas, ja. Ja. Zdaj še vedno te svetovne vojne podeljujemo, ne. To je še vedno aktualno, ne. Vse to so še zapisi, ki so ostali noter, ne. Ja, Ja, 7 lahko generacij ja, nazaj, ja, ne. se lahko prenašajo. Tako da, ja, lepo sem vesela za to punco, ja. Malo doma bi spet nam prišla. Ja. Koliko je hitro ne poglobila zavedanje, mislim, neverjetno, ne. Prej pa ni, ne, pa je hodila, je rekla, ne, pa ni prišla tako daleč, kakor je tle praktično v eni seansi, ne. Tako da, super. Delamo lepe stvari. Tako da smo lahko hvaležni za milost, ki nam je dana, ne.
Super, hvala. Alenka. Ima, si bila dobra. Res, čudovito si. Tukaj ne suverenosti in postavljenosti, no, v tej vlogi. Res, res. Bravo. Uživala sem. In ja, kot je Bernarda rekla, jaz sem tudi slišala tiste menjave vzorcev. Kako dober, kje si dobila? Prišli so. Dobila to, kar je rabila. Ja, res. Vidno. Ja, lahko si ponosna. Mislim, da je tudi Lepunca je res bila in zadovoljna in srečna, da je to lahko videla in tako. Bravo. Ima super si naredila. Ker sem ti že pred tem večkrat rekla, da si ti rojena terapevtka, pa da vedno dvomiš vase. Danes si sam dokazala, koliko zmoreš. In imela je stik tudi tisto, če si se na nekem momentu sama zablokirala, pa ni bilo potrebno, ker bi tudi sama zmorila. Čutila se je zelo močna energija, ki je bila sploh v zadnji, ko sem jaz bila, se je čutila kot teče. Tudi zamenjave so bile krasne. Tako da, če bi jaz bila v tvojih letih tako dobra, bi bila fortuna. In tudi ti si lahko ponosna na nas. Ja. Super, hvala. Še Maja. Ja, in čestitke še iz moje strani. To si bila super, res. Wow. Čudovita, res. In tako odločna in postavljena, suverena, mirna, taka milostna. Meni si bila ful všeč. Se mi zdaj šlo vse tako tekoče, da si jo tako lepo peljala z enim takim občutkom. Pa sočutjem, pa tako milino. Meni je bilo res zelo všeč. Tako da bravo. Super si. Imaš to. Ja. Super, samo pogumno dalje, a ne? No, Eva, ne Eva, Ema. Zdaj pa še sama, ki povej. Ja, ne vem, dala sem pač vse od sebe, kako trenutno znam. Vem, da imam še pomanjkljivosti, ki sem ustavi. Ja, ne vem, pol, ko si prevzel, pa sem pa čisto zablokirala. Pol pa jo ne znam, dobro, to se bo zvedel. Pol se pa vse Ja, pa kritik pride Pol pa ven. kritik, ko sem se mogla pol nazaj postaviti. Ja, saj sem ti dajal še te energijo, pa podpiral, pa da bo šlo čez. Ja. To so sami izkušnje, veš, pol, kad dobiš, ne, več, kad imaš, tako kot smo rekli, kilometrine, pol znaš, da to delamo tudi te vaje, ne, da pač več izkušenj dobite, a ne, tudi tako, pač, kad imate na šoli, a ne, in dobiš te uvide, a ne, in tako naprej, in potem znaš drugače vprašati, če ne gre na en način, boš na drug način, če ne tako, boš tako obrnil, ne, koliko smo se že tle pogovarjali, vadaš, treniraš, a ne. Če se ne odziva na eno inštrukcijo, drugače vprašaš, ne? Postaviš drugače. Ne? Tako, to je pač trening, to dobiš izkušnje s časom. Ne? Tako da to še vse pride. Res skrbi drugače pa res lepo. Stik, ta milina, ta tvoja nežnost, to, kar imaš, to se lepo čutila. In s tem se je lahko odprla, a ne? In s tem se je lahko šla noter, a ne? Res začutila tiste stvari. In to je največ vreden. Veš, držala si varen prostor, da lahko ona pride vas. In to je začutila. Tako da. Sem tako naprej. Ja, ne vem, ni mi jasno, ker jaz sem ful mirna oseba. Zakaj sem na terapijah tak zmaj? Tako, ne vem, zakaj.
kaj sem zdaj jaz. Tako. Kdo si zares ti zdaj, ali pa kjer del pride ven iz tebe. Ne? To si bila zdaj ti, to si ti. Bila si ta esenca, ki je nežna, ki je sočutna, ki je ljubeča. Zaupaj si. Pogumna si. In zmoreš vse. Ja, te čaka še veliko lepka. Ja, res. Zdaj pa lahko zatihaš. Ja, hvala vsem za podporo. Ja. Sem transformirala ta strah, da me vsi obsojajo v podporo. Da No, bravo. vsi za mene. Bravo, no super. Lepo. Ja, super. Ok, evo. Tako da gremo zdaj še malo te vaje, ne? Tako v bistvu naredite kot mini terapijo, a ne? Pač cilj, oseba si postavi cilj, na čem želi delati, a ne? Imate pa zdaj to znanje, a ne? Pa pač postavite lahko ego, lahko lahko čustva, lahko intelekt, pa pogledate, a ne? Te različne aspekte. Zaupajte svoji intuiciji, zaupajte, da ste itak vodeni, a ne? In tista prva stvar, se veste, ko vam pade na pamet, to naredite. Predno se uklaplja, a ne? Torej, bodite v flowu, bodite spontani, bodite v stiku, a ne. Tako da, če pa kdo rab pomoč, pa dvignite roko, pa pridemo pomagati. Tako da 2 še imamo za narediti, tako da ene dobre pol ure, po moje, imamo na enega, a ne, so zdajle, ja, tam nekje, ne. Ne dobre pol ure, 40 minut na enega, tako da malo gledajte tudi na čas, a ne, tako da bomo do 7 danes končali, ne. Ja, prav. Ok, pa kar veselo na delo, na vaje. Takole, evo, zdaj zaustavimo, imamo vaje, to nam snimali, potem pa še zaključni krog.